Dober dan, lep pozdrav še v mojem imenu. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov drugega dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je bil to včerajšnji zgodnji popoldanski sklop tekmovalnih kratkih filmov, Kratki filmi 1. Z mano pa je Radovan Mišič, ki je bil producent filma, kratkega filma Kontejner, igranega filma, režiserja Simona Intiharja. Pozdravljen, Radovan. Dobro jutro. Dobro jutro. Dajme nam pripovedati malo za začetek, kako je sploh prišlo do tega projekta? A je to bila pač neka ideja, ki je imel sam Simon, ali bo to v kontekstu nekega večjega dogodka, projekta, kot morda nek dodatek? Kaj ga je pravzaprav pripeljalo do tega, da se je lotil tega samoniklega prizorišča in pokazal pač, kakšno je življenje v tem kontekstu? Jaz bi mogoče predtem samo se opravičil v imenu režiserja, ker ni mogel biti danes z nami, namreč mladi režiserji in umetniki morajo zraven tega, da poskušajo živeti od filmskega ustvarjanja, morajo v dopoldanskih urah delati in je zadržan poslovno v Ljubljani, tako da ga opravičujem v imenu tega, da ni mogel biti z nami. Z druge strani pa je to zgodba v bistvu njegovega okolja, zgodba Postojne, od koder prihaja Simon. Tam je bil ta oder, Kontejner, tam so imele mlade skupine, ki jih pač niso nikjer drugje pustili igrati, so si pač našli kontejner in znotraj tega kontejnerja ustvarjali svojo glasbeno ustvarjali. Med njimi je tudi bil Simon, ki je drugače tudi bobnar, eden od teh zdaj skupin, točno jaz ne vem, kako so se imenovali, ampak v filmu nastopajo originalne skupine iz nekoč Kontejnera Postojnskega, vendar danes že toliko starejši, ampak so vsekakor se sestavili in ponovno prišli zaigrati naš kontejner filmski, ki je pa bil postavljen v Ljubljani. Super. Tako da je to v bistvu zgodba njegovega otroštva, zgodba manjšega kraja, zgodba Postojne in pa nekega greencore ustvarjanja mladih desetletja nazaj. Ampak se mi je meni samo zdelo, ali je tukaj notri začutiti neko bolečino njegovo. Namreč, jaz sem bil presenečen, da je v bistvu ta prostor, ki ne bi bil prostor kreativnosti, prikazan precej avtodestruktivno glede teh mladih, ki pač na kakšen način preživljajo. Seveda so ustvarjalni, ustvarjajo glasbo, pač delajo, se družijo, ampak ta moment samo destrukcije me je presenetil. Ste morda govorila kaj o temu? Mislim, da je to prisotno v tem miljeju, ali pa v konec koncev sama glasba je destruktivna, ni harmonična, je ogromno ritmov, izražajo svoja čustva, svoje nezadovoljstvo do sveta, do okolja, v katerem so, ampak so kreativni, so zelo pozitivni, če ravno se zdi, da so agresivni, so to zelo krasni ljudje, mogoče bolj odkriti in dobrosrčni kot marsikdo drug, ki igra neko glasbo za otroke, recimo, če smem tako reči. Vidva ste sodelovala že prej pri filmu Lion Rider, če se ne motim, ne? Tukaj sva nekaj sodelovala, moral bi tudi jaz delati na tem filmu, ampak bolj sem spremljal razvoj te produkcije, kasneje je to naredil, dokončal film z drugim producentom. Ampak ta film smo kar nekaj časa delali, enostavno najprej je bil scenarij sprejet na nek način zelo, komisija ga je zelo pohvalila, vendar je pol bilo potrebno vse to skupaj organizirati, kar pa ni lahko, ker je trebalo najprej nabrati vse te ljudi, ki bi naj igrali in kjer ne bi nastopali, in film smo posneli v 5 ali 6 dnevih, na kar je nekaj časa trajala postprodukcija. Lani bi ga morali prijaviti, pa smo ga letos na festival, tako da... Pa je kakšen razlog za to, da ste ga šele leto kasneje? To je kreativni razlog, bi jaz to imenoval, ki ga prepuščam režiserju, vedno na nek način zagovarjam želje režiserja in pa tako je bilo tudi med snemanjem. Simon je naj rečem, specifičen režiser, ki med drugim, naj ga pohvalim v tem, da zna zelo dobro delati z igralci, kar je redkost pri nas, ima občutek do tega, kako svoje želje prenesti na nastopajoče. In pa kreativen, sam je tudi snemal zraven svojega prijatelja iz Grčije, grškega snemalca, ki je to delal, sam je montiral. Jaz sem sicer bil proti temu, da režiser dela vse sam, zaradi tega, ker
moja razmišljanja o tem, kako nastaja film, je ravno ta, da si režiser izbere boljše soustvarjalce v sebe in jih v bistvu pridobi, da delajo. Ampak njegov postopek sem sprejel in tako, da je to malo časa trajalo, ampak na koncu je včeraj bilo, če ne drugega, zelo dosta energije v dvorani in te neke pozitivne naravnanosti do tega, da je treba povedati na svoj način nek pogled na svet ali kako naj temu rečem. To, kar si omenil, no, da je pač dobro dela z igralci, to sem tudi jaz opazil, se mi zdi na filmu, no, predvsem ta moment, ko stopi ta inšpektor v ta kontejner. Koliko ste v bistvu dejansko, omenili so 5 snemalnih dni, da ste imeli samo, to je zelo malo. Ne? Zanimivo, da to vlogo inšpektora je izbral Matjaža Javšnika za to vlogo, vendar je Javšnik na dan snemanja, ko smo mi začeli, on je bil najavljen 3. snemalni dan, je ubogi doživel hercinfarkt, torej srčno, kak se temu reče, ja, nekaj takega, no? In ni mogel priti na snemanje, tako da smo pol starega pankerja spremenili v policaja ali pa ne vem, nekega inšpektora in je prišel na vrat na nos snemati. In zdaj ne vem, kdo bi to boljše naredil. Javšnik bi vsekako naredil še kaj dodatnega zraven, on bi si še kaj dodatnega zmislil in nam je žal za to kreativo, ampak Bomba iz Outsidera ali pa igralec, no kako mu je že ime, pozabil sem v tem trenutku, je naredil svoje tako, kot je bilo potrebno. Taki mali fašistek je bil, če smem temu tako reči. Super. Kje pa vidite prostor tega filma pravzaprav? So ta samonikla prizorišča, pač mladinski klubi? Ja, to je zdaj težko reči. V bistvu je to film... Bomo videli, kako se bo zdaj razvijalo. Zdaj ga je režiser spustil iz rok in zdaj ga bomo začeli ponujati tudi po festivalih. Imel je že možnost pred lansko leto priti na SFC, ga je ponudil na Beneški festival in je ostal do zadnjega tedna v igri, ampak so pol odvrnili, da je nedokončan, ker mi smo ga prijavili kot offline, torej nedokončano sliko in zvok in so rekli, da bi kamera morala biti boljše narejena, kot da ne bi videli tega dopisa na začetku, da je to offline verzija, tako da nam je en velik festival splaval po vodi, ampak nič za to, gremo naprej. Nič, Rado, najlepša hvala. Hvala lepa vam in srečno s filmom naprej. Hvala lepa. Hvala.